Joj, profesorca, a vi pa influencate? Vorenček, zdaj medva govoriva, lahko... Kar peto igralnico počakati. Za jutro lahko jaz pojem, ker bom jaz čez. Tako, ampak jaz smo pa večer čez, ne? Za začetek, kako ste se spoznala? Ja, a bo Jure najprej povedal? Dobro, moja imamo tukaj malo, ne bomo rekel različne poglede, ker vejo, kdaj smo se spoznali, ampak različne občutke v tem. Pač mi smo zdaj zdaj že od srednje šole, se pravi tam 17 leta, mislim, da najbolj. Ja, res je. Dejansko spoznala smo se v šoli, no. Pač bila so paralelka na gimnaziji, ona je bila drugi razred. Jaz se v principu nisem opazil, ker pač takrat sem rekel druge prioritete, predvsem kakšen košek ali kaj takega. Ti si bil na igrišču s fanti in to je to. Ona je pa prej mogoče me opazila in potem, kot se temu rado reče, besede dala besedo, oziroma priložnost se je pokazala. Pa so jo izkoristila, pa so videla, da je v redu, damo skupaj in potem nekako sva vztrajala na tej poti, ki je pač, bom rekel, različna. Zdaj pa že kar dolga, Zdaj pa že dolga in ima že neko brado, daljša, ko vam je zdaj. V bistvu smo šli skupaj, moja najboljša prijateljica v srednji šoli je bila njegova sošolka. In me punce smo se zmenile, vsi smo se poznali že prej, paralelka, pa ni tako velika gimnazija. Ampak me punce smo šle na morje prvič same. In sicer v Ankaran, en čist tak zabačen tist kampek, ne, in nam je bilo tam dolg čas same, 3 punce smo bile, ne, saj je bilo luštno 1, 2, 3 dni, pa kaj ćemo početi tukaj. In pa se je v bistvu spomnila, ne, ta moja prijateljica, kaj pa če bi fanta povabile, če bi mojega sošolca, pa njegovega enega še prijatelja, so bila taka simpatična in fejst in evo, in sta res prišla, ne. Z vlakom so se peljali, ne bi šlo več. Danes ne bi šlo več. Tako, v bistvu so pa patli, ne, se je vse skupaj začelo. Kakšno spremembo je potem prineslo to družinsko življenje v vajin odnos? Najprej en otrok, potem drugi in še tretji. Mislim, prvega sem načrtovala, iskreno, ne, sva si ga zaželjela, bom rekel, oba sva dočutila, bom rekel, v nekem določenem obdobju, kad so bila stara, v bistvu okrog 30, ne. Ja, glih sva bila pred 30, ne, tam je 29 nekaj takega. Da je čas, da, bom rekel, nadgradimo to najino zgodbo, želela sva si otroka. Pa skupaj sva se tudi preselila, ne, potem v hiši sva že bila manjši, manjši, v taki manjši vrstni hiški. Tako da se je potem to razvilo. Drugo smo si tudi iskreno želeli. Mislim, se smo vsakega otroka. Voranc, samo malo. Vorenček, zdaj medva govoriva, lahko... Kar peto igralnico počakati. Pa vrata zaprita. Torej, vse otroke smo si iskreno želela, je pa res, da tretji je prišel nepričakovano, zato je tako majhna razlika med drugo in tretjim, se pravi, sem dobro leto, 9 mesecev, ne, je prišel dosti hitro. Tako da je pa, bom rekel, čisto drugače, ko je pač en otrok je v središču sveta tvojega, se mi zdi, da je malo razvajaš, ker je po svoje logično, na njemu se učiš. Z drugim, s tretjim pa bom rekel, da si že malo utečen, malo veš, kako izgleda ta družinska dinamika, se malo prilagodiš, ni več toliko v spredju, ampak mislim, da je, jaz vedno pravim, da to, da je dobila brata in sestro, je največ pomenilo za prvega otroka, ker smo s tem dala vedeti, da ni samo ono v življenju, ampak da nas je več in pač zdaj ta družinska dinamika, tudi med sorojenci se mi zdi, da je zelo lepa, kjer se sicer kot se vsak od nas kregajo, bom rekel, prepirajo, ampak se imajo tudi zelo radi, to sem prepričan, tako da to je tisto, bom rekel, najpomembnejše za mene. Omenili ste to družinsko dinamiko. Kako pri vas izgleda jutro, ko je treba se obleči, v vrtec, šolo? Za jutro lahko jaz pojem, ker bom jaz čez. Tako, ampak jaz smo pa večer čez, ne? Tako da jaz v bistvu pri nas se začne priprava na jutro, pa jutro Jure povedal, ker on to potem v bistvu izpelje, ker sem jaz že prej v službi. Zvečer pa v bistvu pa jaz pripravim in da skupaj oblačila z otroci pripravimo, da je že nekako pa zjutraj lažje, da gre vse skupaj hitreje. Pa torbe, pa to, da je načeloma že vse zrihtano, da se zjutraj pa lažje spokate. Mi smo iskali, bom rekel, tudi ko smo iskali lokacijo nove hiše, da je dosti blizu, bom rekel, šole in vrtca.
takrat so bili še vsi v vrtcu, zdaj pač so dve že v šoli, nisem še eden v vrtcu, ampak pač v vrtcu smo 3 minute peš. Šola je pač z avtom 3 minute, ampak se pravi, zjutraj se vstanejo, se posedejo, preoblečejo, saj bom rekel, jaz jih na hitro se spakiram, peljem naprej v vrtec najmlajšega, bom rekel, ker začnejo ob 8, punce začnejo 15:08, pa še njih, tako da se dosti hitro, bom rekel, skomponiramo, so pa jutra intenzivna, ker ne delamo veliko drugega kot to, da se pripravimo na to, da začne dan, ker pač nimamo časa, se pravi, vse druge zadeve se potem urejajo v popodnevu. Tudi vsi radi spijo zjutraj, tako da ni, da bi ne vem kdo že ob 5 zjutraj vstal, pa da bi bilo potem 2 ure, 3 ure časa, ampak jih ponavadi zbudimo, oziroma jih ura zbudi. Razen čez vikend, ko bi pa lahko spali, takrat se pa zbudijo prej, po možnosti. Ja, pa kakšen Miklavž, stanejo pred Miklavžem tudi, tako da smo dosegli to, da Miklavž nosi darila zvečer, rajše, en dan prej, ampak sem da je zvečer, da ne rabimo vstati sredi noči, da ga pričakamo. Oba se vsaj delno preživljata tudi z influencerstvom. Kako sama dojemate ta poklic in kakšen je odziv okolice na to, da vidva delita utrinke iz svojega življenja na družbenih omrežjih? Ja, zdaj v bistvu jaz imam svojo primarno oziroma glavno službo v šolstvu, tako da je to, da v bistvu zraven malo v bistvu supportam Jureta, pa da še sama kdaj kaj objavim, je pač bolj tako dodatno, kot dodaten v veselje, ne bom rekla delo, ampak meni je to malo hobi. Ja, Jure, to je pa že bolj kot neka resna služba, kot dodatna, ja. Oziroma se je služba, Mislim tako, jaz vedno pravim, glede tega vplivnostnega marketinga in podobnega, marsikdo se tega zelo želi in bi to postal, ampak pač jaz vedno pravim, da to ne moraš se odločiti, da boš postal, ampak je pač mora nekako se zgoditi spontano, čez vse seveda. Zdaj pač pri meni se je, mogoče jaz sem začel z zdravstvom hčerke, prve se pravi dobro desetletje nazaj, pisati več o tem, pač na blogu in tako, in tega bom rekel, je bilo zelo malo, skoraj nič, iz začetnega pogleda bom rekel. In je ratalo zanimivo in potem je zgodba, bom rekel, na tem nekako rasla više. Tako da, zdaj kar se pa tiče tega, kaj deliš in kaj ne, jaz vedno pogledam preprosto, jaz nekompliciranega tega, jaz objavim tisto, kar vem, da ne bo nikogar spravilo z drego, na to vedno pogledam otroka. In če moraš razmišljati o tem, ali je to primerno ali ni, potem pomeni, da ni in tega pač ne objavim. Meni je to zelo simpel, ni nekaj težko priti do tega cilja, tako da se mi zdi, da pa tudi ima, bom rekel, ko pravijo, da ima toliko negativnih lastnosti pa stvari, vse to vplivnostno, kakorkoli že preživljanje časa, se mi zdi, da smo pa tudi zaradi tega preživimo več časa skupaj, ker da gremo na kakšen izlet, da gremo kaj posneti, ampak gremo vedno skupaj, jaz stremim k temu, da smo čim več skupaj in iz tega stališča mi je pa zelo všeč, ker je pač peljemo to družinsko zgodbo, bom rekel, tudi na tak način. Tudi to je v bistvu, Jure, je lahko veliko več doma, oziroma je to delo veliko več od doma, bolj prilagodljiv urnik, tako da tudi iz tega vidika v bistvu je za družinsko življenje z majhnimi otroci, ki še niso tako zelo samostojni, je super, je to pač en bonus. Kako se pa odziva okolica ali pa mogoče takrat na začetku? Kakšni so bili odzivi tega, da vidva v bistvu vaše zasebno življenje delita z javnostjo? Morda tudi kakšni so odzivi vaših učencev? Pa moram reči, da ni bilo nikoli kakšnih slabih odzivov. Nikoli nisem imela občutka, da je bilo, ne vem, kakšno obtoževanje. Se mi zdi, da je vedno bilo tako lepo sprejeto, z zanimanjem prej. Zdaj moji učenci, moram reči, da zelo redko sploh omenijo, oziroma se včasih zgodi, da joj, profesorica, a vi pa influencate, če me kaj vprašajo, v bistvu na to temo, da jih kaj zanima in tudi odgovorim.
Drugače pa mi imamo pač ta family life, ne vem, tudi jaz nisem, zdaj se mi zdi, da bi bile to vsebine, ki bi zdaj moje najstnike tako zelo zanimale. Druga generacija, ne, to so problemi. Pa njim je to, oni s tem odraščajo in se mi zdi, da jim je dost normalno, blizu. Da je to normalen poklic. Ja, njim ni nič kaj posebenega, no. Tako da tudi iz njihove strani nikoli nobenih nekih slabih odzivov. Opisujete v teh svojih videih izzive različne starševstva, partnerstva. Videti ste popolna srečna družina. Popolno ne obstaja, srečna ja, popolno pa. Tudi mi se skregamo, kot smo se prej pogovarjali, to ni stvar, ki jo bi človek delil, oziroma zakaj bi jo. Jaz pravim, pa to ne govorim, da iščemo samo lepe trenutke, ampak pa iščemo trenutke, ki nam veliko pomenijo. Če se pač poprepiramo, pa predvidevam, da ni to eden teh, ne. Ja, pa tudi to dostikrat v bistvu očitajo influencerjem, ne, da se snema samo lepe, pozitivne strani življenja, kar ni res, imela sva tudi zelo težke zgodbe svoje delila, ampak dejstvo pa je, da ne vem, je že, ko so imela čisto majhne otroke, ko so imela dojenčke pa malčke, pač ko se je meni, ne vem, sin metal po tleh, ko se je strmal, pa je jokal, pač jaz takrat sem šla njega potolažiti, jaz nisem mogla vzeti, oziroma niti nisem želela vzeti telefon pa iti zdaj snemati to njegovo stisko, ne. Tako da mogoče pač res potem, seveda, ne, ti vzameš telefon takrat, ko imaš čas, takrat, ko se ti zdi, da imaš kaj dobrega za dati naprej, ne, svojim sledilcem. Meni je bilo popolnoma nenaravno, da bi jaz otroke izpostavljala v nekih slabih situacijah. Pa tudi vsak od nas si želi, bom rekel, v dobro deliti. Ne želi deliti, oziroma saj upam. Pač, če se deli dobro, bom rekel, se potem nekaj dobro tudi množi pri drugih in potem dejansko se mi zdi ta skupnost na nek način lepše raste. Zdaj pa, če bi iskali slabo pri vsakem, ker mi je tudi, bom rekel, preprosto, da ne jamareva, glede to ni v redu ali pa to ni šlo, pač nismo taka človeka, tako da pač na tem stališču tudi tega ne bova izpostavila, ker pač nama to ni blizu, bom rekel. Mogoče tudi kakšen tip človeka se ima, ja. Včasih tudi poveste, da se skregate in se potem pobotate. Kako se skregati na dober način, da ostane? Mislim, veš kaj? Je dober način. Ja. Če se nekaj naučiš iz tega, je čisto redo. Jaz ne mislim, da se človek ne bo prepiral ali da se ne bo skregal po domače, ampak če pač od tega nekaj odnese, bom rekel, ali je tvoj otrok, ali ti se nekaj naučiš o sebi, kako si odreagiral, ali bom rekel partner, kakorkoli, to se mi zdi potrebno, oziroma mora biti, ker to je pač sestavni del življenja, se predstavljaš, da je vse v rožcah. To ni pač normalno življenje, mora biti včasih tudi malo sivine. Ja, po mojem predvsem, da midva zdaj tudi mogoče za tega, ker smo že res toliko časa skupaj, da se zelo dobro poznava in potem tudi mogoče, ker se že tako dobro poznava, lažje prideva do neke rešitve oziroma že veva, na kakšen način hotlej se pogovoriti, poslušati en drugega in pač prideti nekako do rešitve skupne, ne? Oziroma, ja, tako kot je Jure rekel, da po mojem je najboljše pri nekem sporu, da najdeš neko rešitev oziroma skupno, ne? Oziroma, da vidiš stran od enega, od drugega, da se poslušaš in se probaš srečati. Razumeti. Na pol poti. Nikoli ne bosta se dva odrasla človeka, ki je vsega strinjala, jaz mislim, tako tudi mora biti. Lahko pa najdete nek konsens, ki je pravilen, pač poskušaš razumeti drugo stran, čeprav se z njo ne strinjaš in potem, če te pač najdeta. Bom rekel, iz tega spoštovanja do sočloveka pa lahko to prenesejo tudi, mislim, otroci vidijo, ne. Se pravi, če se midva ne bova upila ena drugega pred njimi, bova probala razložiti, zakaj tako dojemamo neko stvar in oni bojo videli, da pač na tak način rešujeva to, bodo oni potem morda isto počeli tudi, ko bodo oni odrasli. Se je že recimo zgodilo, da je ne vem kakšen od otrok, kdaj, joj, mami, oče, ko se kregata, ne, pa so potem, ne kregava se, sem pogovarjava, se imava trenutno različne poglede, različna mnenja,
poskušamo rešiti, pa malo so mogoče razburjeno, pa bolj na glas govoriva. Ampak ja, važno, da patli nekako rešiš. Ne? Omenila sta, da sta tudi svoje v bistvu težke zgodbe delila z javnostjo. Najprej ste vi zboleli, se pozdravili, nato ste še vi zboleli. Kako ste v tistih trenutkih prvih, ko sta izvedela za to bolezen, odreagirala? V smislu, včasih se ljudje vprašajo, zakaj se je to ravno z meni zgodilo. Ja, jaz sem se, ko sem zbolela, torej sem dobila diagnozo rak dojke, sem se kar nekaj časa spraševala glih to, ravno to, zakaj se to ravno meni zgodilo, kaj sem narobe počela, kaj bi lahko naredila bolje, da bi to preprečila. Se mi zdi, da je to normalno, da se v bistvu to vsak, ki se mu pač neka bolezen zgodi, da se najprej sprašuje, zakaj ravno. No? Ampak potem jaz v času zdravljenja, v bistvu na onkologiji, sem srečala toliko enih različnih ljudi, s toliko različnimi zgodbami, različne starosti, različnimi načini življenja, od športnikov, veganov, poduhovljenih, ali pa pač čist takih sproščenih, v različnih poklicih, da potem na koncu vidiš, da ni nekega pravila. In jaz sem potem to sprejela, da pač življenje je dalo to prepreko, da imam družino, imam otroke, imam veselje do življenja in da bom zmogla to premagati in iti preko. No. In ste. Ja, in sem. Jaz bom rekel, se pa nisem toliko ukvarjal z vprašanjem, zakaj, ker pač v življenju se ti zgodi, tukaj rekel, nimaš vplivo. Jaz sem rekel, skrbel za nek zdrav način življenja vedno, se pravi veliko gibanja, nisem kadil, nisem pil, bom rekel, ampak pač ne moreš pa vplivati na stvari, na katere ne moreš vplivati. Se pravi, ta diagnoza z multiplo sklerozo pri meni pač pomeni, da bom mogel se veliko prilagoditi, se že in se še bom v nadaljnjem življenju. Kako se bo razvijala, ne vem, ker pač ne vejo tudi zdravniki, tako da pač gremo preprosto iz dneva v dan. Je pa res, da pač jaz nisem nikoli se samo pomiloval v tem smislu, v tem, zakaj ravno nam. Bom rekel pač, življenje se preprosto zgodi, mi imamo pač to veliko srečo, da imamo 3 zdrave otroke, mi imamo veliko srečo, da je Tjaša povsem zdrava, oziroma da je zdravela. Kako se bo pa življenje naprej spremenilo, mislim, zgodi se ti lahko vedno, ker ti greš lahko, bom rekel, po cesti pa te udaš strela, bom rekel, se ne moreš vedeti, kako bo se razvilo, ampak preprosto, če sprejmeš, greš potem lahko dalje. Se mi zdi, da pač pri meni je pa tako, ljudje smo si izgledno različni, meni je lažje, da sem pač to svojo zgodbo povedal, ker pač meni je najtežje, če nekaj držim v sebi, je lažje, če dam ven iz sebe, na tak način bom rekel tudi potem sledilci. In potem na tak način tudi upam, da bom potem razčistil vse te dvome, ki se naberajo v meni, ki so pač, bom rekel, nekaj posebno normalnega za to moje zdravstveno stanje, ampak pač se ti pravim, jaz ga ne doživljam kot nekaj slabega, ki se je zgodilo ravno nam, oziroma zakaj smo tukaj prav mi tisti, ki nas je še to odletelo, ampak imamo še nek izziv v življenju, ki ga bomo skupaj premagali, kako se bo predvidel, bomo videli iz časa. Mislim, kako bo minilo dovolj časa, jaz trenutno ne moram o tem še ugibati. Ja. Ni pa seveda vse vedno, niso zdaj, da ne bo izpadlo, kot da smo to vse z lahkoto sprejeli in da so samo pozitivni dnevi in da se nikoli ne zlomimo. Pridejo tudi težki dnevi, pridejo tudi težki trenutki, normalno. Tako da, ampak se mi zdi, 3 majhni otroci so se, kaj pa češ drugega, ko pač se za njih boriti, za njih naprej vztrajati, da ne moreš obležati na kavču pa se smiliti samemu sebi, ne gre, če te pač 3 rabijo, za katere moraš poskrbeti, za katere si odgovoren, ne, ki v bistvu ti dajo tudi tisto energijo, da greš naprej. Ne. S svojimi objavami tudi o bolezni zelo pozitivno vplivate na ljudi. Po komentarjih je to videti, da se tudi
oglašajo vam druge ženske, ki so zbolele, ki so prebolele, da se opogumljate med sabo. Kako gledate na to, da ste te težke zgodbe delili z javnostjo? Meni se zdi tukaj pomembno, da deliš zaradi tega, ker vidiš, da dejansko nisi v nečem sam. Pač skupnost je tako velika, da vidiš, da je veliko ljudi ima podobne ali sorodne težave kot ti in jim izredno veliko pomeni tudi, da se o tem govori, ker potem, bom rekel, se ta tabu spreminja, ker ljudje žal je še vedno tako, da okolico dojema, če imaš neko bolezen, da te raje odrine, bom rekel, nekam na stran, da pozabi na te, da na tak način pa jim daš mogoče vedeti, da si še vedno tu. Tudi prilagojen, tudi mogoče nekoliko drugačen, to ne pomeni, da se spremeni osebnostno. Tako da mislim, da s tem, ko pač deliš, kaj tebe teži, olajša svojo dušo in s tem, daš drugim vedeti, da niso sami in s tem, ko niso sami, se ta skupnost širi in so močnejši ravno zaradi tega zavedanja, da pač lahko dosežejo še, bom rekel, zelo veliko. Ona ima pa seveda, bom rekel, čisto svojo zgodbo. Ja, zdaj ta podporni krog v bistvu za ženske, ki so zbolele za rakom dojk, se mi zdi, da je po Sloveniji res zelo velik, da se zelo veliko dela na promociji samopregledovanja, preventivnih ukrepov in tudi zelo veliko je potem teh krogov za pomoč takim ženskam. Tako da ni težko najti nekega kroga, če si želiš, če ti to pomaga. Tako da ja, jaz sem se tudi povezala recimo z ostalimi ženskami, si našla neko podporo v teh krogih. In pa tudi medva se vseeno odločila, da bova tako javno izpostavljena in težko je neko tako bolezen sploh prekrivati. Oziroma meni bi bilo to veliko breme. In mi je bilo veliko lažje, da sem pač to delila s svojimi sledilci, potem pa dobila tako krasne odzive in se potem tudi v bistvu preko Instagrama z krasnimi ženskami povezala, da sem bila prav vesela, no, da sem se tako odločila. Imate kakšen nasvet za ženske, tiste, ki morda so zdaj na tem, da so ugotovile, da imajo raka? Ja, nasvet, da se ne predajo, da vztrajajo, da tudi če pridejo slabi dnevi, ker normalno je, da pridejo, pa zdravila imajo svoje stranske učinke, da se ne predajo, da vztrajajo, da postavijo predvsem tudi sebe na prvo mesto. V tem obdobju zdravljenja, da si vzamejo čas zase, da se spočijejo, da mogoče preberejo, ker imajo pač veliko več časa, preberejo kakšno dobro knjigo, pogledajo kakšen dober film, da grejo na sprehod v naravo. Meni je to zelo vse pomagalo, no? Da sem si res dovolila počitek in pa čas, da je telo zdravelo. In pa seveda, če je možno, če imajo tako okolje, pač neka podpora družine, partnerja, da se jim zaupajo, da jim povejo, kaj jih teži, kaj rabijo od njih. Ne? Ženske smo take, da ponavadi vse mi držimo, pravijo 3 vogale družine in gospodinjstvo in otroke in še kakšno službo zraven in še svoje starše, stare starše, da mogoče si pa res v tistem trenutku pa dovolijo, da so pa one na prvem mestu, ne? In da drugih pocrkljajo in drugi skrbijo za njih. Večkrat sta napisala, da na anonimne in škodoželjne komentarje ne odgovarjata v svojih objavah, oziroma da jih ignorirata ali morda zbrišeta. Ampak to spletno okolje se včasih zdi zelo, zelo negativno. Tudi nekako so te algoritmi narejeni, da včasih spodbujajo to negativo. Kako gledate na to, kako neprijazni smo kot družba, sploh v spletnem okolju? Sprašujem zato, ker vajne objave so obratne. Vajne objave so tiste, ki dajejo upanje, razširijo veselje in so pozitivne. V tem spletnem okolju pa nimamo samo tega. Bom rekel zdaj tako, jaz
v principu ne verjamem oziroma ne razumem ljudi, ki se skrivajo za neko lažnim profilom Kitajska, pa bom rekel, izpostavljajo svoje negativne komentarje. Ali pa ne razumem človeka, ki se preprosto sede za telefon, za računalnik, kakorkoli skrola in govori, kaj mu ni všeč. Jaz se recimo ne strinjam z vsem, kar vsak napiše, ampak to je moje mnenje, jaz ga ne vsiljujem drugim, jaz sem napisal samo to, kako jaz mislim, je prav. Ker ni, pač vsak človek ima svoje mnenje in se ga pač tega drži. Tako da jaz pač verjamem, zelo verjamem to, da če nekdo naredi nekaj dobro in ti rečeš, če ga pohvališ pri tem, mu daš vedeti, ok, super, če se pa preprosto ne strinjaš, se pa pač ne strinjaš, jaz mislim, da je tem čisto nič narobe, pač preprosto, ampak zakaj bi moral pa to človek deliti na vsakem koraku, pa tudi ne razumem. Se pravi, če najdemo nek negativen komentar, se veš, bom rekel, na vsakih 10 dobrih se najde ali pa še več, bom rekel, en slab, ne, in zapomniš si pač tistega samo slabega, pač ljudje smo pač tako naravnani, žal, ampak preprosto, bom rekel, ko ugotoviš, da so v življenju neke pomembnejše stvari, bom rekel, te spletni komentarji, bom rekel, predvsem peščice izbranih, ne postane več tako pomembni oziroma si sposoben spregledati, ker veš, da pač ne izražajo resnice oziroma ne povejo bistva, ki si ga sam želel, bom rekel, nekako posledovati dalje. Ja, jaz mislim, da pač to so negativne strani teh socialnih omrežij. Jaz upam, da se bo tudi mogoče zakonodaja glede tega kaj spremenila, poostrila. Dejstvo je, da ljudje veliko lažje v nekem varnem okolju, skriti na kavču, dajo neke slabe, negativne energije iz sebe, nek svoj gnev. Pač reče take stvari, ker drugače, če bili s človekom soočeni iz oči v oči, jih ne bi nikoli si upali sploh izustiti, ne. Tako pa pač so skriti za temi skritimi profili in pa imajo možnost oziroma si dovolijo, da pa pač so to taki komentarji. Moram pa reči, da niti nimava nekih takih izkušenj, da bi bilo pa zdaj tega, moram reči, da je zelo, zelo malo. Mi nismo konfliktni osebi, bom rekel, mi ne iščemo, mi ne rečemo, tako si mislimo o tej stvari in konc, recimo, ne, bom rekel, ki ljudi razdeluje na tak ali drugačen način, tako da mogoče, ko sem bil mlajši, bom rekel, sem bil bolj skipljiv, pa sem rekel, to je tako mnenje, pa je pa prišlo več sovražnih komentarjev zaradi tega, ker pač ljudje so drugače dojemali neko stvar kot jaz, kar zdaj razumem. Zdaj pa, da bi se jaz skregal z nekom, ki ga ne poznam, pa mogoče sploh ni, mislim, razumeš, gre neka čiste bedarije, se pa jaz pač s tem ne ukvarjam, ker je škoda, bom rekel, mojega časa, moje energije, njegovega tudi, če bom pa tak način, da bom rekel, sprosti svoj ventil, pa nekaj manj, zaradi mene, ne bi bilo lažje njegovo življenje. Odraščanje otrok, vajnih otrok cele generacije, je precej drugačno kot odraščanje naše generacije zaradi vse te tehnologije, ki jim je na voljo, ki smo jo mi recimo spoznavali šele konec osnovne šole, v srednji šoli in računalniki in internet in mobitel, naša otroštva so bila brez tega. Kako zdaj omejujeta oziroma postopoma morda otrokom dovolita dostop do tehnologije, do interneta, do spletnih omrežij? Kaj bi kje? Če smo že skoraj konec, veš? Lahko si tudi tle. Če bi bil pri meni, saj lahko se tle usedeš k meni. Nehala, a kaj pa, če se greš ta gor še malo v sobico? Jaz sem pozabil, čem je bilo vprašanje? Vprašanje, kako omejujemo našim otrokom, ne? Zdaj v bistvu je tako, naši otroci nimajo še svojih telefonov. Mislim, starejša je zdaj 10 let, stara pa moram reči, da večina jih že kar ima. Ona ga še nima, imamo sicer en skupni telefon, družinski, če ga rabi, da kam gre, da pokliče, ampak niti ni nekega zanimanja, ne, za to, da bi imela svojega. Tudi tablic nimamo, tako da v bistvu še... Pri babi in pri dediju, ja, ok, tam je pa drugačna rutina, ne, babi pa dedi pa malo več dovoljta. Torej, risanke so večinoma pač takole po televiziji, ne. To pa dovolimo, da risanka kdaj kakšno pogledajo, ne.
tako da probamo kar omejiti no, te ekrane in to, ker vidva, da ni potrebe, no, zakaj bi otroci bili torej, za zasloni, če lahko se igrajo. Pa tudi, veš, pa jaz sem enkrat potem že razmišljal, ali jaz se spominjam svoje mladosti. Jaz, ko sem bil začetek srednje šole, se pravi 15 let, smo bili pa sosedi na računalniku, ki ga je že imel. Telefon sem imel, bom rekel, ne. In takrat si ga pač, bom rekel, ker je bila to takrat čista novost, smo ga uporabljali ogromno, ne. Zdaj pa, bom rekel, s vsem tem zaviranjem, ki ga imamo, imam občutek, da naši otroci dejansko ne bojo preveč temu izpostavljeni, čeprav, bom rekel, grozijo s tem na vsakem koraku. Ravno zaradi tega, ker pač smo tudi mi, čeprav kasneje smo s tem odraščali, ne moramo reči, da mi nismo bili temu deležni, tako da vemo, kakšne so prednosti in slabosti. In pač Višnja je zdaj stara 10 let. Pri 15 letih smo imeli mi že vse, bom rekel, takrat pri naših. Ne. Zdaj pa reči, da je ona toliko na slabšem zaradi tega, ker je pač to vedno prisotno, ni, jih pa pač omejuješ. Seveda, ona, če bi bilo po njeno, bi imela PlayStation, pa bi igrala tukaj po par ur na dan. Ampak pač ne dovoliš, saj preprosto, saj mislim, del vzgoje, ne. Vsak si izbere svojo stran. Gremo pač na sprehod, gremo malo na zrak, pa potem bolje, oziroma se med sabo igrajo, kak je dosti, ne? Ja, igrajo se pa res kar veliko skupaj. Ne? Ne goncete, ne? No, zdaj lahko vsi skupaj poveste, kako boste preživeli praznike, kaj vam pomeni. Kako bomo preživeli praznike? No, te povej. S krvavicami. S krvavicami? Kdo bo spekel krvavice? Ti? Ja, komu boš pomagal? Kdo peče krvavice? Ja, povej, ne? Babi. Ja, babi, ne? Babyštek. Ja, ti pa meni, kaj pa ti meni pomagaš kuhati? Daj povej, kaj medva največkrat kuhava skupaj? Vafle, ja, tako. Pa še... Čakaj. Kaj še, kakšno juhico? Ja, pa... Čajček. Ja. Pa kavo. Pa kavo, ja. On zelo rad, ne, pomaga v kuhinji. Še... Ja, skupaj s krompir. Lupiva krompir. Dobro, že govoriti, ko ne vorijo malo odplalo. Se pravi, naši prazniki bodo zelo, upam, da umirjeni. Tjaša bo pač doma, ker pač šola imam počitnice, otroci bodo tudi. Nikamer nekaj bistveno ne mislimo več iti, ker smo mislili, smo že šli. Mogoče hoče iti v Postojnsko pogledati jasli. Mislim, da bo tudi drugače, pa gremo do družine na večerje, božično in novoletno. Jaz pa bom pač poanta v tem, da se bomo čim več družili, da bomo skupaj. Šli bomo kakšne lučke pogledati, pa na sprehod, drugega pa ne. Se pravi, v tem hektičnem decembru želimo to, da so prazniki čim bolj umirjeni, ker mislim, da je to pač tisto neko bistvo, ki smo ga malo pozabili, ampak pač december naj bi bil čas za družino, za skupaj in za vse druge stvari.